Pozdravljeni, z vami sem Aleksandra Winkler-Drole in danes vam bom predstavila eno področje z karmične diagnostike. Namreč v tem delu, od 1. do 6. dela, bom pogledala, s kakšno karmo ste se rodili, če ste se rodili januarja do junija. V drugem delu pa od julija do decembra. Boste videli, koliko skrite resnice je v tem. In seveda bi rada, da lajkate ta video, da pišete spodaj v komentarje in da si ogledate tudi druge moje zanimive videe, sploh pa tistega za napoved za leto 2025. Karmična diagnostika po mesecu rojstva. V glavnem vemo, da ni naključje, vse je nekje na ključ neke duše. Rodili smo se v določenem kraju, v določeni državi, z določenimi ljudmi, starši, brati, sestre, okolje in tako naprej. Vse je nekako že prej splanirano tam gor, v svetu duš, preden se rodimo. Ne čisto vse, določene plane lahko tudi v tem življenju dodelamo, spreminjamo. Ampak to, da smo se rodili v nekem mesecu, kar bom danes dala pozornost na to, to boste videli, koliko smisla ima v tem za vas. Rojeni v januarju. Kaj imam za rojene v januarju? Takole pravim, za rojene v januarju je naloga pomoč sorojencem, to so bratje, sestre, da jim pomagate, da je po svojih najboljših močeh, da izrazite na ta način svoj karmični dolg, vendar jim tega ne povejte. Ne povejte, da vas ne bojo izkoristili. Imejte občutek za dajanje in ne se pustiti zavajati ali pa izkoriščati. Vedite, da ste po svoje pogosto potisnjeni v nek položaj, v katerem preprosto se vam zgodi, da morate pomagati, ne morete odkloniti pomoči. In to je pač vaš karmični dolg. Če ste pač edinec, rojen v januarju, je vaša naloga, da ta notranji glas izrazite, pomagate prijateljem, sošolcem, ljudem v bližini, sosedom, da jih ljubite kot svoje sestre in brate. Pomembno je, da tudi da sprejmete mamo, kakršna je in ne kakršna bi mogla. Rojene v februarju. Vaša karmična naloga je pomoč starim staršem in starejšim osebam. Posledično se srečujete s številnimi konfliktnimi okoliščinami ali pa recimo z ljudmi starejših, ki so bolni in vi ste nekako kot vnuk primorani ali pa čutite dolžnost poskrbeti za nje, poskrbeti za njihove interese in dajati prednost njim pred svojimi hobiji, interesi in tako naprej. Zato je pomembno, da vas starši že v zgodnjem otroštvu naučijo, da je pomagati starejšim dobro delo. In tudi kako lahko pomagate, brez da bi seveda iztrošili sebe. Zgodnji mladostniški vzgibi, z dober odnos z babico, z dedki, ki vključujejo sočutje, empatijo, ki vključujejo zavest, da je treba in da smo mlajši zato, da pomagamo starejšim. Rojeni v mesecu marcu. Za rojene v mesecu marcu je naloga mama, odnos z mamo. Namreč enkrat v neki davni dušni preteklosti je ta oseba, rojena v marcu, zapostavljala osebo, ki je v tem življenju v vlogi mame, se pravi oseba, ki je njen skrbnik ali pa biološka mama. Seveda ste navezani na mamo in od nje je odvisno, kako boste z njeno pomočjo, v smislu z njeno modrostjo šli skozi življenje. Vsi vi, ki ste marčevski otroci, spoštujte svojo mamo, ampak ne padajte na vse to, kar reče ona, vedno premislite, morda ona nekaj ve, morda pa
je njen način izven mode ali pa ni več za ta cajt, se vam ne prileže bolj. Je pa njen vpliv pomemben na vaše življenje, vi marčevski otroci. Čim prej se postavite na svoje noge in razvijte samozaupanje, vero vase. Spoštujte in ohranjajte miroljuben odnos s svojo mamo. Odnos predstavlja občutek, ne glede na to, ali je nekdo živ ali ni, ali ga vidim pogosto ali ga sploh ne, je moj odnos do nekoga, definicija, tak, da pač definira moj občutek, ki ga imam. Tisto občutek v sebi. In to je veščina, ne glede na to, ali ste z mamo v istem gospodinstvu, ali se videvate, ali se ne. Rojeni v aprilu. Če ste rojeni v aprilu, nosite karmo, povezano z očetom. Seveda je večji del odgovornosti za njegova pretekla dejanja nastal že enkrat v davni dušni preteklosti. In v tej inkarnaciji je neka oseba, vaš oče, če ste rojeni v aprilu. Pomembno je, da vzpostavite z očetom dober odnos in da vplivate nanj na tak način, da postane bolj ljubeč, bolj prilagodljiv. Namreč rojeni v aprilu imate veliko negativne karme, to pomeni karma dolg, negativna je tako kot minus na bančnem računu, se moraš ful bolj truditi, da ga pokriješ, vezano na moški spol, če ne razrešite karmo z očetom, v smislu, da mu prispevate, da mu nekako daste vedeti, da je smiselno biti ljubeč, sočuten, dober, empatičen, gojiti fair play odnose in ne naredite še večje napake v vajinem odnosu, ker se je mogoče do vas neprimerno vedel, potem je v redu. Lahko rečete, da boste imeli z moškimi, se pravi šefi, če ste ženska, z možem, dober odnos. Sicer se vam ta karmična naloga prenese, če ste ženska, recimo na moža in sina. In tam, se pravi, karma je dolg, ki se kredit kar nalaga. Rojeni v maju. Majski otroci za novo življenje izberejo tako mamo, s katero so zelo karmično navezani z namenom karmične izravnave. Tako rekoč so na en način soodgovorni za njena, se počutijo odgovorni, pa lahko so tudi soodgovorni, ampak ne v tem življenju, za njena dejanja iz preteklosti. In karkoli je s to mamo narobe, se majski otroci počutijo, da morajo prevzeti del njenega bremena, tako rekoč del njene odgovornosti, zato je to pomembno za majske ljudi, da imajo pošten odnos do svoje mame, ker imajo veliko svojih resnih problemov, zato se ustvarijo neki nenadni spori med mamo in otrokom. Če mati ne neha ustvarjati težav in jih prenašati na otroka, ki je rojen v maju, te njene udarce usode doživlja kot svoje. Pomembno je, da ljudje rojeni v maju sprejmete mamo, kakršna je in ne kakršna bi mogla biti, da bi odpustili. In kaj imam za ljudi rojene v juniju? Vsi, ki ste rojeni v juniju, ste v eni izmed prejšnjih inkarnacij, katere dolg se je prenesel na to življenje, iz nekega razloga fejst zafrkljni glede družine. Posledično se rodite junijski ljudje v družino, ki je polna nekih borb, konfliktov, zmed, nejasnih, definiranih odnosov. Glede na to, da imate v tem življenju bolj malo izkušenj, ki ste jih imeli, ali pa bolj malo dobrih izkušenj v odnosu med sabo in recimo mamo, med sabo in očetom, med sabo in starimi starši, je vaša naloga v tej inkarnaciji, da pomirite te čudne družinske konflikte in da se naučite konkretne naloge
ženska, vloga mame, moški, vloga očeta. Iz primarne družine se naučite popraviti napake za ustvarjanje svoje družine. Če vam ne uspe pomiriti odnose, se pravi primarne odnose v vaši primarni družini, lahko pričakujete konflikte in težave v svoji družini, se pravi, ko se poročite. In s tem se vaš karmični dolg prenese. In to je v prvem delu vse. Jaz vam priporočam mojo knjigo 36 karmičnih ciklov, kjer boste še natančneje izvedeli o vašem karmičnem ciklu, o tem, kaj vam pravim, prepoznali sebe na funkcionalnem ali pa na nefunkcionalnem aspektu in se maksimalno potrudili, da boste živeli na funkcionalnem aspektu, ker samo tam je tista radost, obilje, sreča, notranji mir, zadovoljstvo, ki ga vsi mi hočemo. Hvala, ker lajkate ta video, hvala za vaše komentarje, res me zanima, katerega meseca ste rojeni in kako ste začutili to mojo predstavitev.